Očitno ima Amerika novo politično stranko z imenom Združeni muslimani Amerike, znano tudi kot UMAH, The Nation. In ustanovil jo je nihče drug kot Sniko sam. In če želite, da stranka propade, še preden sploh začne, je Sniko dobesedno popolna oseba za to. New York City, trenutno delam na tem. Potrebujemo več zastopanja. Zato želim ustanoviti politično stranko in jo imeti s sedežem v New York Cityju. Trenutno delam na tem. Morda to napovedujem prehitro, ampak navdušen sem, da lahko govorim o tem, ker sem na to idejo prišel sinoči. Molil sem k hadžu. Je tako, da v redu želim nekaj zgraditi, veš, in še nisem dovolj daleč v islamu, da bi bil v mošeji ali kaj podobnega. Torej, Mislim, dobesedno najslabša politična strategija, ki bi si jo lahko izmislil za kampanjo, je, da napoveš stranko dan potem, ko si o tem razmišljal. Mislim, očitno je to recept za uspeh, vsi skupaj. Dobro upravljeno, Sniko. In seveda bomo pregledali preostanek videa in to ogromno napoved o načrtu muslimanov, da prevzamejo Ameriko. Ampak najprej, za tiste, ki Snika ne poznate, mislim, ne vem, če veste, v kaj ta tip verjame, ampak to vam bo morda dalo vsaj malo razumevanja. To je gamer z milijoni in milijoni sledilcev. Pred leti je postal zelo znan, morda pa se ga spomnite iz tistega videa, kjer govori o tem, kako bo New York postal New Yorkistan. Ja, to je on, ki pravi, da islam načrtuje prevzem Združenih držav. Kakorkoli, poslušajte, kaj ima povedati o talibanih. prvič, mislim, da bi se vsem talibanom lahko upravičili. In po džumi sem se včeraj pogovarjal z nekaterimi Afganistanci, ko sem pripravljal svojo turnejo po Srednji Aziji. Izkazalo se je, da sem dejansko nasedel nekaterim zahodnim neumnostim. Prepričan sem, da ste že slišali to, ko pravijo, da ženske v Afganistanu ne smejo hoditi v šolo. To ni res. Lahko hodijo v medreso, lahko hodijo v islamsko šolo. Torej, v bistvu je razlog, da pravijo, da ženske v Afganistanu ne smejo hoditi v šolo, ta, da preprosto nočejo nobenega zahodnega vpliva. In popolnoma so upravičeni, ker poglejte, zahodni vpliv. Ženske v Ameriki dušijo svoje dojenčke do smrti z vrvjo. Mislim, samo poglejte te ženske. Ali ne izgledajo tako osvobojene? Zakaj bi torej želeli, da kakršnekoli judejsko-krščanske ameriške zahodne vrednote vplivajo na ženske, ki jih želijo zaščititi in spoštovati? Mislim, všeč mi je, da kot dokaz, kako so zahodne ženske propadle, navaja primer Lindsay Clancy, ne pa katerega od samomorilskih napadalcev, ki so zadnjih 50 let pestili svet. Ampak kakorkoli, o tem lahko govorimo potem. Vrnimo se k tej predstavitvi in k temu, kaj se dogaja. Mowing. Ali se lahko pridružim kot kristjan? Seveda, ja, draga. V redu, poslušajmo. V čem sem res učinkovit, torej moje trenutne spretnosti, je zagotovo to, da znam premagati propagando. Zato bi rad to imenoval Združeni muslimani Amerike. To je politična stranka. Združeni muslimani Amerike. UMA. In kaj ta kratica pomeni? UMA. Mislim, UMA. Ali ste vedeli, da ni samo politični kandidat, je tudi genij za marketing? Združeni muslimani Amerike. UMA to. To bo naša stranka, inšalah. In imeli bomo, naš sedež je v New Yorku. Prav. In imamo ajatolo Maudanija v New Yorku. To ni nič, to nima nobene zveze z njim. Ampak jaz želim. Ali opaziš, kako ga dejansko kliče ajatola Mamdani kot vodjo, kralja? New Yorkčani so res v težavah. Morda imajo sedež tukaj, ker je bil celo Malcolm X, na primer. Malcolm X je bil v 60-ih letih v New Yorku. In takrat so imeli muslimani v Ameriki tako močno politično prisotnost. Mislim, ali ni smešno, da se je Sniko dejansko primerjal z Malcolmom Xom? Ne ravno zavestno in ne odkrito, ampak kot, no, to je rekel Malcolm X, to bi morali narediti. Seveda. O moj bog, Sniko. Ostani na svojem sedežu v igralni sobi, kjer govoriš neumnosti in se osmešiš, namesto da bi poskušala ustanavljati politične stranke, draga. Samo beseda modrosti od tvoje stare dobre kolegice in prijateljice Mire. Samo šalim se. Nikoli, res nikoli ne bi nikoli delala z njim. Od takrat je bilo zelo mirno. Od takrat so muslimani v Ameriki, vse to je pod vplivom demokratske stranke. Vse to je pod vplivom levice. Mislim, Ali ni zanimivo, da on omenja muslimanski del, da so muslimani v Ameriki pod vplivom demokratske stranke, čeprav imaš ogromno dokazov o islamistih? Dobesedno na glas pravijo, uporabljamo demokrate, spravimo jih na oblast z njihovimi norimi ideologijami, ker vemo, da imajo tako radi vse, da bodo celo sprejeli naše samomorilsko sočutje, da lahko pridemo na oblast. In tukaj mu je nekako uspelo to izkriviti, da so demokrati problem. Počakaj malo. Javno trdiš, da uporabljaš demokrate kot narodnost, kot vero, kot skupino, kot politični subjekt, kakorkoli že želiš imenovati islamiste. In zdaj so kar naenkrat demokratični.
Muslimani se morajo prilizovati in prilagajati, da jih DSA sprejme. Morajo pravilno plesati na Taylor Swift, da jih ne označijo za teroriste, nato pa pomiriti nevernike in reči: tako zelo imam rad Jude. Ali sploh opaziš nevarnost tega? Mimogrede, kako je začel govoriti o demokratski stranki? In potem je omenil DSA, kot da je DSA predstavnik demokratske stranke, kot da je to tisto, kar demokratska stranka je. Čeprav je to še vedno nišna, skrajna, radikalna, nora skupina, ki poskuša prevzeti nadzor in ji to uspeva, pa še ni dejanska predstavnica demokratske stranke. Ampak tako deluje pametna manipulacija na spletu. Govoriš o tem, kako je demokratska stranka problem in kako v resnici niso demokrati, ampak DSA, ter kako se moramo močno boriti, da bi bili njen del. In to je preprosto ogabno. Judovstvo je najboljše. Obožujem judovstvo. Obožujem judovstvo. Mislim, o moj bog, stari. Ali imamo radi islam? Ljubimo islam. To bo velik dela. Veliko več bo dela, ampak to je naloga, v kateri že dolgo razmišljam, da bi jo prevzel in kako dejansko nekaj narediti, namesto da samo blebetam. Veš, tukaj sem na prenosu v živo in je smešno. Tukaj smo. Opa, hej, veš, hej. Želim se vrniti nazaj. Je smešno, ampak naredimo nekaj. Veš, naredimo nekaj. Preveril. Lahko pristopim kot kristjan? Seveda, ja, seveda. Zakaj bi bil psihotičen in bi se kot kristjan želel pridružiti tej stranki, bedak? Šeri, kje no? Mislim... Ja, ali se lahko pridružim kot kristjan? Ne vem. Poglej, obstajajo stvari, o katerih še ni razmislil v tej stranki, ki si jo je izmislil sinoči in jo zdaj razglaša javnosti. In še vedno ni ugotovil vseh podrobnosti, kako bo ta stranka delovala. Mislim, resno, kdo bi si mislil? Se lahko pridružim. Pravzaprav moram vse to še ugotoviti. Pravkar sem prišel do končne kot... Samo navdušen sem, da lahko govorim o tem, ker sem končno prišel do tega sinoči med molitvijo tahadžud, nočno molitvijo. Mesecem sem razmišljal, kaj naj naredim. Mislim, da je to najbolj smiselno. Tukaj moje sposobnosti najbolj pridejo do izraza, ker gre vse za propagando na družbenih omrežjih. Zelo se razlikuje od 60 let, ker je zdaj vse na internetu. Vse je retorika na Twitterju. Vse je na spletu, vse je propaganda. In če zatreš propagando, preden se razširi, lahko kaj spremeniš. Dobesedno priznava, da je vse, kar počne, propaganda. Neverjetno. Preprečimo več napadov. To nam lahko zagotovi varnost. V tej državi imamo svobodo veroizpovedi. Poskušajo nam jo vzeti. Poskušajo preprečiti študentske vize ljudem, ki kritizirajo Izrael. Seveda. Seveda. Vedno se vse vrne k Izraelu, ker nikoli ne morejo pomisliti na kaj bolj izvirnega. To je tako dolgočasno in nerodno. Želi prepovedati islam. Žena Andrewa Wilsona je rekla, naj prepovejo islam. Jaz rečem, inšallah, svet je muslimanski. Alex Jones, ti borci za svobodo govora. Ali vidiš, kako je desnica popolnoma spremenila vse, za kar so se zavzemali? 10 let so govorili, da dejstvom je vseeno za tvoja čustva. Joj, mislim, da se lahko vsi strinjamo, da Uma ne bo neverjetno uspešna. Morda so izbrali neumno predstavnico za to, ampak zdi se, da Sneko potrebuje nekaj, s čimer bi se zamotil, ker se mu je predlog za poroko izjalovil. In spet imamo pred sabo neizvirno zgodbo moškega, ki mu je bilo zlomljeno srce. Zato se je odločil, da namesto da bi osvojil dekle, bo osvojil svet. Podobno kot pri predlogu za poroko, o katerem sem govoril prej v prenosu. Če ste tukaj zaradi monologa, kjer je to dekle želelo, da bi se poročila, to dekle, ki se je želelo poročiti, pravi nekaj takega. Nočem, bojim se, da bodo moji starši rekli ne. V bistvu je to dekle želelo biti v versko prepovedanem razmerju, ter se je bala, da če bi vprašala svoje starše, bi rekli ne in da potem razmerje ne bi bilo mogoče. A ne? Samo spomni se, moški, ki načrtuje propagando po vsem svetu, ker je v tem mojster, tega ni mogel narediti niti z dekletom, ki ga je ljubil. In zato odlaša, ker boš moral na koncu vprašati svoje starše. Na koncu moraš dobiti dovoljenje, ali pa ne? Ja. Ampak to sem mi povedal in mislil sem, da je to dobro povedano. Rekel sem, človek, ne boj se svojih staršev, boj se Allaha. Ja, tvoji starši so lahko strašljivi. Bojiš se njihovega odgovora, ampak boj se Allaha, razumeš? Izkazalo se je, da se bolj boji svojih staršev kot tebe. In Sneko, kot vemo v islamski veri, to ni recept za uspeh, kaj ne? Nažalost, za Sneka se zdi, da ni izgubil le svoje bodoče žene in dostojanstva, ampak je izgubil tudi politično stranko, še preden je sploh začel. In ne morem reči, da sem zaradi tega žalostna. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.